Vsaka pesem se začne, kot je povedala že prej doktorica Ana Toroš, s kratko biografsko predstavitvijo avtorja. Prvi avtor, ki ga bomo zdaj videli na ekranu, je Janez Povše. Sledi kratka predstavitev, potem pa je njegova pesem Meja iz zbirke Pesmi o poti. Pa smo se odločili, ko smo se pripravljali na to predstavitev, da bomo te pesmi prebrali, če nam dovolite. Potem pa še kratka interpretacija. Lahko? Dobro. Meja iz zbirke Pesmi o poti. Meja je mejna in mejina mejo. Meja je mejasta in je zamejna. Primejna, namejna, vsemejna, umejna in izmejna, obmejna, nadmejna in brezmejna. Brezmejna, brez česarkoli, brez vsega, vzdolžna, vrhmejna, podmejna, vštricmejna, globokomejna, vmesmejna, danes, včeraj, jutri mejna, navzgor in navzdol mejna, kjerkoli, kadarkoli mejna, je mejna in je samo meja, od prazačetka do prakonca meja, od mejnega niča do mejne neskončnosti, omejena, zamejena, vtisnjena, zapisana. Meja me je ulovila in razpotegnila v črto meje, v njeno črto in zdaj sem spremenjen. Ne maram nič od tega, kar nisem jaz. Nikogar ne pripuščam k sebi, ljubezni mi je nadvse nadležna, nočem odgovornosti niti najmanjše, svetlobo odganjam, hoče me spreobračati, vse mi je zoprno, še ptice in travniki, vse. Ker zdaj v meni meja, meja je v meni, bil sem ji podoben in me je v lovu zamejitve slednjič uklenila v noč svoje mrzlo obmejnosti. Visoko stojim in gledam, vse vidim, ves svet, ogromen je, neznanski, brezmejen, brez meje, brezmejen do bolečine. Spopadel se bom s to bolečino. Spopadel se bom, ker nočem nazaj, nočem. Prejšnja bolečina je hujša od nove. Še interpretacija te pesmi. Jaz, ko sem prebrala to pesem prvič, sem se počutila, kot da me duši. Prav tako, vse tiste izpeljanke iz besede meja, se mi je zdelo, da so me nekam uklenile. Interpretacija pesmi, tako da sem to interpretacijo potem pisala tako, kot so mi asociacije ob tej besedi meja se porajale sproti. Zato tega ne bi znala prosto povedati, ker takrat, ko sem to prebrala, so te besede kar same od sebe nastajale. Zdaj, če bi hotela to skrajšati, ne bi bilo več enako in se mi zdi, da bi izgubilo ta pomen. Pesnik nastika prostorske in časovne dimenzije meje, ki je hkrati brezmejna, pa še ta brezmejnost je omejena. To prepletanje, nizanje, kopičenje besed, stopnjevanje, brezvezje vzbuja v bralcu nelagodje, počuti se utesnjenega, omejenega, zamejenega. Med ničem in neskončnostjo kontrast. Besede utesnjujejo in stopnjujejo nelagodje. Pesnik vsebini prilagodi jezik. Pesnik je prežet z mejo, ki je vseobsegajoča in vanjo uklene bralca. Za to mejo, za mejec se skriva pesnik, meja odslikava njegovo razpoloženje. Druga kitica se začne in konča v pretekliku, ki omejuje sedanjik. V njej se skriva želja pesnika, da mejo potisne globoko v podzavest, prispodoba ledene gore pri Freudu, uklenjenost, mrzlo obmejnost, sedanjost je zamejena. Pesnik se zazre vase. Meja je zamejila njegova čustva. Postal je meja samemu sebi in se omejil od vsega. Vse, kar je v nasprotju z mejo, svoboda, neskončnost, brezmejnost, mu je tuje. Uklenjen je v noč svoje mrzlo obmejnosti, v svetu, v katerem ni prostora za svobodo. Tretja kitica. Sanjska vizija potopljena v brezmejnost sveta brez meje, prežeta z bolečino.
Prehod v ta brezmejni svet je možen samo z bojem, duševni boj, da premaga svojo bolečino ali, ko se bo pesnik spopadel z bolečino svoje omejenosti, bo končno svoboden. Pesem je lirska ubeseditev, slika pesnikovega notranjega sveta. Zdi se, kot bi pesnik sestavljal sliko meje, pesniško zloženko, v kateri nas vsaka nova beseda ponovno zameji. Občutek imamo, da se pogrezamo v večno zamejenost, omejenost. Ritem pesmi v prvi kitici narašča, nato pada. Meja je padla. Katere besede tvori pesnik iz besede meja? Izpiši jih. Pa še nekaj bi prebrala, morda bi bila to tudi neke vrste uvodna motivacija za otroke. To je misel Davida Bandlja. Danes je zamejstvo med narekovaj pojem, ki sodi v ropotarnico. Vsi smo del širšega kulturnega prostora, kljub razlikam, ki nas ločijo zaradi geografske pripadnosti, zgodovine, nas združuje enoten kulturni prostor oziroma prepoznavanje v isti kulturi. Ali tam je bila tudi všeč. Vsi ljudje živijo za neko mejo, torej smo vsi ljudje tako ali drugače zamejci. David Bandel ob meji, zbirke Klici iz nadzemlja. Paradne uniforme, ki z gosim korakom lebdijo nad človekom in nije krote kifeljske, ki bi gledala v prtljažnike. Prešvercal sem celo to pesem. Ali ni meja za omejene? No, potem omejujte omejene in ne mene. Mejo vidim in se smejem. Pa še tu ena kratka interpretacija. Pesnik ubesedi in naslika svoje doživljanje meje, dogajanje na mejnem prehodu. Iz pesmi veta jeza, bes, gnev. Paradne uniforme, metonimija, ne zaslužijo si celega imena, ki z gosim korakom postopajo, lebdijo nad človekom, namik na njihovo vseprisotnost, so samo krote kifeljske žalivka, ki na mejnem prehodu pregledujejo prtljažnike, iskanje prepovedanega blaga. Pesnik lahko svojo brezmejnost udejani samo v svojem pesniškem svetu, ker besede v svobodnem verzu tečejo po papirju in jih ne omejuje nobeno ločilo. A ironija, posmeh pesniku je v tem, da se v besedi smejem skrivajo meje. Meja se mu posmehuje, pesnik se je ne more rešiti. Celo v brezmejnosti poezije lebdi nad njo Damoklejev meč meje. Meja postane znamenje, simbol omejenosti našega sveta in dojemanja. Katere besede Bandel izpelje z besede meja in katere podobnosti in katere razlike v občutenju meje opaziš med dvema pesmima? Zdaj bi pa lahko. Poustvarjalna besedila. Otroci lahko pišejo haiku v slovenščini, italijanščini, na temo meja, konfine ali eksfrastična poezija, ki vključuje slikarstvo za boljše učence. Zdaj, ko je doktorica Mihurko Polnič imela svojo predstavitev, bi jaz tu slikarstvo zamenjala kar z razglednicami, ker je težko dobiti kakšno umetniško sliko meje, vsej trenutno mi ne pade nobena na pamet, razglednice pa so, ne. In potem otroci res lahko pišejo svoje občutje ob tem, kar vidijo na fotografijah ali razglednicah.